Ko mi nekdo omeni, da je naročil avto, brez da bi ga sploh videl v živo, ali pa vsaj na fotkah, si mislim, to mora biti pa res en hud stroj. No in točno to se je zgodilo s Škodo Kodiaq. Slovenci smo ga noro naročevali, še preden je avto sploh zapeljal na ceste, kar pomeni, da je bil res hud stroj. Očitno. No pa sej ne rab vsak avto izgledati takole, da postane prodajna uspešnica, a ne? Pa ni bil samo na začetku, še danes je prava prodajna uspešnica tretji najbolje prodajen Škodin model pri nas. Skoraj drugi, ker sta z malim kamikom oba enako prodajno uspešna, samo da je ta še enkrat dražji. No, od leta 2017 do danes so jih v Sloveniji prodali več kot 7000, prvo generacijo po celem svetu pa v 880 000 primerkih. Ta je pa zdaj druga. Večja in manjša, če se malo pošalim. Avto je zdaj 61 mm daljši, kot je bil prej, je pa 18 mm ožji, pa 2 mm nižji. Kar seveda ne pomeni, da je znotraj manj prostora, ker ga je več. Prtljažnik je pridobil 75 litrov in ima tudi ob 7 postavljenih sedežih še vedno uporabnih 340 litrov prostora. Če izberete takšnega s 5 sedeži, bo tule zadaj v prtljažniku 910 litrov prostora za prtljago. Ja, zelo prostoren avto je Kodiaq od nekdaj, zato je pa tudi tako priljubljen. Pomembno je, da se ta prostor lahko fino prilagaja, ker je zadnja klop vzdolžno pomična in to za kar 18 cm in zato je prtljažnik v osnovi tudi lahko tako velik, no poveča se pa na 2105 litrov, če podrem še tiste sedeže. Oziroma, če boste izbrali 7-sedežno različico, pa boste zadnja dva stola lepo zložena, bo tukaj zadaj še vedno 845 litrov prostora. Marsikdo mi je rekel, da mu je tudi všeč oblika Kodiaqa, da je tak kot en medo. Ja, sej imate prav, se je ime dobil po velikem rjavem medvedu Kodiaq, ki živi na severu Amerike. Čeprav je druga generacija precej podobna prvi, je razlik vsem kar nekaj. Naprimer, 8-kotna rešetka hladilnika, nov je logo v matirani temni kromirani podobi, isto tale napis tukaj le zadaj, platišča so velika od 17 do 20 palcev in z aerodinamičnimi pokrovi in avto ima seveda tudi matrične luči, kot se za takšne velike sodobne avtomobile itak spodobi. Tale moj Kodiaq ima serijske navadne ledice, nima doplačilnih matričnih, ampak če boste izbrali tiste, bodo imele 36 ločenih snopov za dolge in kratke luči, pa program za slabo vreme, tako da bodo vedno odlično svetile in predvsem nikoli ne bodo motile ostalih udeležencev. In v tistem primeru pride tukaj med lučema še en tak svetlobni podpis, za katerega vem, da je marsikomu všeč, meni pa ni najbolj. Veliko bolj se mi dopadajo takšna zadnja okna z vgrajenimi okviri, ki se kar zlijejo v to ravno površino. V bistvu škoda, da niso kaj takega naredili še tukaj le pri teh sprednjih vratih. Mogoče pa kdaj v prihodnje. To je pa res lepo. Kaj pa za volanom? Tudi tukaj je zelo veliko novosti. Prva in zelo očitna je, da je ročica menjalnika zdaj desno ob volanu, zato so v bistvu brisalniki svoj položaj dobili na levi ročici skupaj s smerniki. Seveda je zato tukaj le več prostora in več predalov, no in če ste rekli, da je armaturna ploča v bistvu enaka kot pri novem Superbu, ja, skoraj prav imate. Razlika je v bistvu samo ta, da je tukaj le še en dodaten predal, no pa tale letvica poteka nekoliko drugače. Vem, da vam bo ful všeč, da tukaj le zdaj lahko brezžično polnite naenkrat kar 2 telefona in tale površina je tudi hlajena, no in to z močjo 15 W, preko kabla pa s kar 45 W. Všeč mi je tudi to, da so tukaj le še vedno klasični gumbi, sploh tile vrtljivi so mi všeč, ker so zelo uporabni, no in čeprav je nasploh po celem avtu manj klasičnih stikal, so vseeno hranili tele 3 vrtljive tukaj na sredini, ki imajo recimo več funkcij, naprimer za prezračevanje oziroma sedeže, no tale sredinski pa sploh lahko sami izbirate, ker ima kar veliko funkcij na voljo. Enako velja za tele bližnjice tukaj le na zaslonu oziroma za seznam asistenčnih sistemov, da si lahko izklopite tistega, ki vas s piskanjem moti med vožnjo, mene naprimer tale za prekoračitev hitrosti. Seveda je obvezano v vseh novih avtih, ampak je to toliko tečna stvar, da bi jo dal politikom, ki so to sprejeli, kar na slušalke pa naj poslušajo to piskanje celo noč. Kodiaq vas bo vseeno pomirjal med vožnjo, sedeže imata ergonomski certifikat AGR, sicer vam bo pa pomagal kup radarjev in senzorjev, da boste pravočasno videli tisto, česar vaše oči ne bi.
No, motori 1,5 litrski turbobencinski je osnovni, 110 kW moči ima, to je 150 konjev, z DSG menjalnikom pa stane vsaj 35.800 evrov, sem malo zaokrožil. Slabih 7 evrov je dražji priključni hibrid, ki ima ob enakem benzinskem motorju še 85 kW elektromotor, ki je vgrajen v 6-stopenjski DSG menjalnik, baterija pa s 19,7 kWh neto omogoča 100 km dolgo pot samo na elektriko. Edina omejitev je, da si v tem primeru ne morete umisliti 7 sedežev, ker baterija nekje pač mora biti. Enako moč 150 kW bo imel še 2.0 TSI, ki verjetno ne bo toliko zanimiv kot 2.0 TDI s 110 kW, ta pa stane 38.600 evrov z DSG-jem, močnejši TDI s 142 kW moči, to je 193 konjički, takšnega vozim zdaj, ima pa še 4-kolesni pogon in stane 42.600 evrov. Pri prvi generaciji je bil pri nas daleč najbolje prodajen 1,5 litrski TSI Sportline, zato bo ta oprema že kmalu na voljo. In na koncu res ne rabim biti ful pameten, pa reči, da bomo videli, če bo spet uspešen, ker glede na zanimanje, že zdaj vemo, da bo.